Predstavniki vladne pogajalske skupine pod vodstvom ministra za delo Andreja Vizjaka in predstavniki koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja so že dopoldan sedli za skupno mizo. Vladna stran naj bi sindikatom predstavila odgovore na stavkovne zahteve. Vlada predlaga, da se osnovne plače v javnem sektorju znižajo za 6% oziroma da se odpravita obe preostali četrtini nesorazmerja v osnovnih plačah in istočasno znižajo osnovne plače za 11%. Sindikati se do tega predloga še niso opredelili. Poslanci državnega zbora pa na nadaljevanju redne seje odločajo o noveli zakona o dodatnih interventnih ukrepih, ki predvidevajo tudi zamik izplačila regresa v javnem sektorju za 1 mesec in sicer z maja na junij. Prav tako naj regres v podjetjih, ki so v več kot četrtinski lasti države, ne bi smel preseči minimalne plače oziroma 584 evrov neto. Po nujnem postopku bodo sprejemali tudi noveli zakonov o dohodnini in davku od dohodka pravnih oseb, ki naj bi omogočili zagon gospodarske rasti. Drobnoprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so se opolnoči spremenile. Neosvinčeni 95-oktanski bencin in 100-oktanski bencin sta se podražile za 0,8 centa. Dizelsko gorivo se je pocenilo za 1,4 centa, kurilno olje pa za 1,1 cent. Število brezposelnih se je februarja v primerjavi z januarjem znižalo za 0,1 odstotne točke na 12,4%. Znižanje stopnje brezposelnosti je predvsem posledica zvišanja števila delovno aktivnih žensk. Delo je namreč dobilo 800 žensk. Število delovno aktivnih oseb se je najbolj znižalo v obalno-kraški regiji, najbolj pa se je zvišalo v srednjeslovenski in podravski statistični regiji. Člani programskega sveta Radiotelevizije Slovenija so se sestali na izredni seji, na kateri obravnavajo uresničevanje programsko-produkcijskega načrta za leto 2012 v luči vladne prepovedi sklepanja avtorskih pogodb v javnem sektorju. Zaradi prepovedi sklepanja pogodb je s 1. aprilom ostalo brez pogodbe približno 400 honorarnih sodelavcev. RTV Slovenija je sicer analizo posledic nadaljnje prepovedi sklepanja avtorskih pogodb že posredovala vladi. Jutri bo delno jasno, občasno bo več oblačnosti, popoldne bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije možna kakšna manjša ploha. Jutranje temperature bodo okoli stopinje nad nič, ponekod bo možna tudi slana, najvišje dnevne pa do 15 stopinj Celzija. V četrtek se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo pogosto deževalo, na severovzhodu pa bo večinoma suho, pihal bo jugozahodnik. Tudi v petek bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami, ki bodo redkejše na severovzhodu, še bo pihal jugozahodnik. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Nadzorne kamere bodo v Mariboru zaslužile za novo prometno signalizacijo. Nova predstava Lutkovnega gledališča Maribor je predelava slovenske pravljice Janček Ježek. Slovenska odbojkarska reprezentanca je začela priprave na zadnji kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Londonu. Bodite z nami ob 18.